Izraelske varnostne sile opozarjajo, da napetosti naraščajo. Trumpova izjava je povzročila jezo med arabskim in muslimanskim svetom ter zaskrbljenost med evropskimi zavezniki Washingtona in Rusijo. Trumpovo izjavo je izraelski premier Benjamin Netanjahu pozdravil kot priznanje politične resničnosti in biblijskih povezav Judov z Jeruzalemom. To je mesto, ki je sveto mesto muslimanom in kristjanom. Okrog kraterja gore Agung, največjega vulkana v Indoneziji, je v posnetkih, ki jih je izvedla Agencija za vulkane, zelo lepo vidna ledena glava. Tokovi hladne lave, znani tudi pod imenom lahar, naj bi povečali možnost izbruha vulkana. Delovanje vulkana se je ponovno povečalo in ljudje živijo v strahu, da bi se ponovilo leto 1963. Mednarodno letališče na Baliju zaenkrat ostaja še odprto. V nesreči med vlakom in šolskim avtobusom v Franciji so umrli najmanj 4 najstniki. Več jih je bilo huje in lažje poškodovanih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je že izrazil sožalje njihovim družinam. Razlogi za nesrečo še niso znani. Svojcem umrlih in poškodovanih pa je nudena strokovna pomoč v teh najhujših trenutkih. 96 afriških prebežnikov je prestregla libijska obalna straža, ko so želeli prebegniti v Evropo. Migranti so večinoma iz Eritreje. Poslali jih bodo v centre za pridržanje v Tripoliju, kjer je nastanjenih že na stotine migrantov. Zunanja ministrica Evropske unije Federica Mogherini je na sestanku delovne skupine poudarila, da je potrebno čim prej poiskati rešitev za migrante. Večina jih beži iz podsaharske Afrike preko Libije v Evropo. Bežijo zaradi revščine, vojaških konfliktov in nevzdržnih življenjskih razmer. V Italijo jih je od leta 2014 do danes prišlo že več kot 600 tisoč. Sneg je pobelil tudi Kitajsko. V zgodovinskem parku Baotou Spring je sneženje skupaj z meglicami ustvarjalo čudovite prizore. Številni obiskovalci so ujeli trenutke naravne lepote v svoje objektive. Mnogi kraji v provinci Zhejiang na vzhodu Kitajske so bili pokriti z 20-centimetrsko snežno odejo. Na gori Tianmu so se drevesa in grmički vdeli v bele barve. Ceste so bile celo začasno zaprte, vendar so se najbolj vztrajni povzpeli na goro celo peš, da bi posneli najlepše prizore.